skupaj na pohod in pa da odgovorimo našo traso doživetja narave Rtič. Tako da besedo sedaj predajam naši predsednici krajevne skupnosti Rtiče, Nataši Zagernik. Dobar dan, lep pozdrav vsem pohodnikom v Rtičah. Zaobljubili smo se, da bomo kratki. Zato bi vam rada samo rekla, da sem zelo vesela, da se vas je toliko odzvalo na tem tradicionalnem pohodu, na katerem boste pa danes, upam, da videli še kaj več. Tisti, ki veliko hodite, ste že videli nove poti, ki so bile odprte, za ostale pa mogoče kakšno presenečenje. V glavnem, zelo veseli smo, da smo se skupnimi močmi odločili in tudi speljali dva pomembna projekta. Eden je trim steza skozi participativni proračun, drugi pa pot doživetje narave Rtič, kjer sodi pot Studencev, ki jo je v bistvu samo pot postavila osnovna šola Rtiče, učiteljice Lucija Kevo in Danica Avšič. In potem skupnimi močmi, jaz sem to pot našla na internetu in jih povabila, da zadevo speljemo do konca. Turistično društvo naredilo prijavo in zadevo od začetka do konca tudi speljalo. Mičke so spustite glavne, tako da včasih moški malki pogledati. Skratka, vse, kar je tako označeno, zdaj smo tukaj pred enim znakom. To, kar je na temo vode, so pač modri znaki in pač spodaj je QR kod, kot sem menila, in si povežeš in te vrže na vsebino. Spravim, tele vodni viri so bolj namenjeni za šolske potrebe, to pa je ribnik, ki seveda ima šola neke ideje, mi pa tudi. Žal pa je to pač, rečemo, ribnik, drugače pa to dejansko samo zajetje vode za potrebe kmetijstva. V glavnem, vidi se, da če se združimo, tako društva kot krajani, da lahko kar nekaj tega naredimo in dejansko smo ponosni lahko na to, kar je nastalo. Delamo pa naprej z polno paro, tako s fakulteto za turizem, z občino in se trudimo, da zadevo razvijemo še naprej in da bomo dejansko na tej Banovi domačiji obnovili zadeve tako, da bo vsak prostor služil svojemu namenu. Mogoče samo še eno stvar omenim, v ponedeljek smo imeli otvoritev sadjarske zbirke v Rtičah, ki je potem tudi na ogled vsem vam, ko se vrnete. Zadeva je se zbirala od leta 1997, so krajani Rtič zbirali stara orodja za kmetijstvo in sadjarstvo. Zdaj so ta orodja restaurirana strani muzeja Brežice in postavljena na ogled. To je zelo pomembna kulturna dediščina za ta kraj, ki je dolgo časa in še vedno živi predvsem od sadjarstva in kmetijstva. Tako da smo veseli, da smo zaprli par teh projektov, tudi s pomočjo občine Brežice, ki nam je namenila ta sredstva. Pa še v bodoče, samo ena beseda še, v glavnem pomembno je, da spremljamo razpise, tako društva kot krajani, da najdemo konsens glede tega, kaj bomo prijavili in kako bomo zadevo razvijali naprej. Mi smo si je zastavili kot društva v okviru Banovega odbora za Banovo domačijo, da bo nekako centralna točka Banova domačija in da se od tu naprej razvijajo tako poti kot dodatni projekti. In če nam bo seveda, če bomo imeli možnost in dobili tudi še kakšna sredstva na razpisu, da postavimo tu eno turistično točko in en promocijski punkt za naše kmetije, za naše sadjarje. Tega si zelo želimo, če nam pa uspe, bomo se potrudili, zdaj pa koliko bo pa uspelo, je pa to. V glavnem dobrodošli vsi z strani Sveta krajevne skupnosti in en krasen dan vam želim danes. Zdaj se zahvaljujem Nataši, zdaj pa predajam besedo predsedniku turističnega društva Rtiče, Primožu Mlakarju. Spoštovani pohodniki, vabljeni gostje, tudi jaz vam izrekam dobrodošlico v Rtičah na Banovi domačiji na današnjem spomladanskem pohodu. Vesel sem, da smo po 2 letih zopet se srečali. Koronski čas upam, da so za nami. Tako da v tem času, ko nam ni uspelo organizirati pohoda,
smo imeli čas, da smo malo pregledovali razpise, tako kot je že moja predstavnica Nataša omenila, in smo se prijavili na razpis. Razpis smo potem, oziroma temo na razpisu smo imenovali Doživetje narave Rtič, kar bo kasneje tudi kolegica Mateja predstavila bolj podrobno. Rad bi samo omenil, da bo današnja pot nas peljala v kombinaciji s sadjarsko potjo in energijsko potjo. Malo več o tem vam bom povedal potem po Mateji, zato bi zaenkrat predal besedo Mateji, da malo več pove o tem doživetju narave Rtič. Snoć padal je, slanca padla na zelene travnike, je sotravco pomorila vse te zlatne rožice, vse te zlatne rožice. Men pa ni zlatne rožice moje, čaj slanca pomori. Men je le zadekle moje, če me ona zapusti, če me ona zapusti. Če me rajta zapustiti, moraš prej vedeti, da bom vedel vas voditi, kani drugi ljubici, kani drugi ljubici. Sedaj pa Mateja, ki bo predstavila tole Doživetje narave Rtič. Lep pozdrav še z moje strani. S Primom smo bila nekako koordinatorja tega projekta. Se pravi, postavili smo en okvir, ki naj bi bila nadgradnja same kulturne dediščine, nepremične kulturne dediščine, ki imamo tukaj v Rtičah. Seveda danes je poleg nekega, mi rečemo, hardvera, potrebujemo tudi software, se pravi neke vsebine, neke programe, ki so se čez čas nabrali med različnimi akterji v tem prostoru. Prišel je nek razpis, ki je bil sicer nosilci, mislim, da je bil namenjen predvsem izobraževanju, zato so pač vsebine, ki so danes tukaj zajete, tiste, ki smo jih pač lahko v ta paket pakirali. Se pravi, imamo, pač zastavili smo pač neke poti, neke točke v prostoru, ki so označene. Recimo, označene so za stebričke, kot je tukaj pri Mlaki že en stebriček, kjer je označena ta Mlaka. Se pravi, tako da pač pohodniki grejo, pa tisti, ki se gre v naravo, lahko tudi sproti v naravi mogoče opozorjati na neke točke. Imamo več vsebinskih sklopov, seveda prva je kot kulturna dediščina, ker je seveda nosilec vsega, pa mati vsega je Banova domačija. In drugi sklop je sklop vode, ki je bil že omenjen, to je bil nekako programa pa vsebina, ki je imela osnovna šola zastavljenega in je namenjena predvsem osnovni šoli. Imamo pa tudi eno zanimivost tukaj, to je Štumbel, ki je mogoče tudi za nas zanimiv in ga bomo danes videli. To je en vodnjak, ki je zdaj tudi obnovljen in rekonstruiran. Tretji sklop je rekreacija. Imamo Rtiško-sadjarska pot, dodana je ena nova orientacija, na orientacijskih kartah, namenjena pač tej skupini, se pravi in tudi šolarjem, da se preko gibanja narave lahko naučijo nekatere stvari. In še en sklop Rtiške vrelec energije smo ga poimenovali, to so energetske točke, ki smo jih v prostoru detektirali z gospodom Marjanom Ogorevcem. Tako da te vsebinski sklopi so nekako barvno ločeni, omogočajo nadgradnjo, imamo še nekatere vsebine na zalogi in seveda ta sistem se lahko nadgrajuje. Kot sem povedala, so točke v prostoru označene s temi stebrički, ki imajo tudi QR kode. Želeli smo čim manj nekih intervencij v prostoru, da so neke tabbe, spravi koga zanima, prideš tam na QR kodo in te vrže na vsebino na spletno stran, kjer se lahko malo več prebereš o teh stvarih. Mogoče bi se malo dotaknila še pri teh energetskih točkah. V tem dolini Volčaka so nekako izpostavljene, zdaj je izpostavljenih 5 točk. Vsaka ima svoje ime, zakaj je namenjena in tudi pač vas lahko vodi, kaj se tam dogaja. Opremljene so za klopmi, kjer se lahko sedeš in pač nenazadnje malo ustaviš. Zdavni tudi, pri vsakem je tudi točke en kamen, kjer je noter vklesan znak, to naj bi posebej to energetsko točko tudi ojačalo. Tudi gospod Marjan Ogorevec je te točke potem še aktiviral. Te kamni naj bi, tudi s temi kamni in s temi znaki,
naj bi se na nek način je to kot litopunktura pravijo, me se pač kot akupunktura spomnila, to so neke točke, s katerimi neke tokove na zemlji še spreminjaš in je to pač neka živa stvar. Zdaj eni bolj verjamejo v to, drugi malo manj, ampak verjetno tudi tisti, ki tega pač tako nožemo, če priješ na neko točko, pa tam nič ne čutiš, pomeni, da si okej, ne, skratka vsaka točka je pač energetsko za nekatere stvari. Tako da, če drugega pa ne, pa pravimo, da tudi če greš v naravo, ne, je to energija, ki nekaj dobivamo v gozdu še posebej, ne nazadnje, če se nekje malo staviš, da malo tempo upočasnimo, pa si 5 minut v naravi, pa je že to dovolj, tudi če mogoče neke druge stvari ne čutimo. Tako da ja, narava nam mora biti vedno bližje, moramo znati živeti za naravo in to je pač tudi te vsebine tukaj so temu v podporo. Kot zanimivost pa imamo potem tudi neke, smo zaznali pa zvali nekatere bajke, to bom vam pa tele gormečki povedala ene dve male kratke zgodbice, ker marsikdo od domačinov še niti ne pozna. Tako da to bi bilo dovolj za enkrat, uživajmo v naravi, kar nam je dala. Hvala. Iz Banove domačije gremo po dolini Vočjaka, torej tako kot je umela Mateja, gremo po dolini Vočjaka, mimo energijskih točk, imamo prvo počivališče pri kmetiji Butkovič, tam nas bojo naše članice in člani malo pogostili z sladkimi dobrotami, naprej nadaljujemo pot v Oklukovo goro in se ustavimo na naslednjem počivališču, to je počivališče pri Žganje Kuhi Medvešek Preskar, kjer bo glavna malica. Nato se spustimo iz Oklukove gore skozi Mrzlak do kmetije Molan, sadjarske kmetije Molan, kjer vas bojo postregli z pohanim bezgom in z palačinkami. Potem pa nadaljujemo še pot iz te kmetije na sadjarsko kmetijo Krošelj, kjer pa mislim, da nas čakajo z jagodam. Seveda na vse postojanka bo tudi pijača, da ne boste žejni. Na koncu se pa vračate mimo Štumbla, boste videli, to je taka vodnjak star, ki smo ga obnovili s pomočjo osnovne šole Artiče in krajevne skupnosti Artiče. In prijete nazaj na Badovo domačijo, kjer vas čakajo cvrtje špargli in pa navadno cvrtje in pa cvrtje s klobasom. Želim vam prijeten dan, čim manj poškodb in pa še enkrat hvala lepa, ki ste se udeležili današnjega pohoda. Lep dan vam želim. Predvsem s postojank, ja, normalno. Pač še ena točka od vodnih virov, no skratka voda, ne, zdaj si vidite, da hodno pa imamo malo oblaka in tako naprej. Skratka, ta območje je zelo slabo pomekano in je z vodo nekoč, voda je seveda pomembna za naše življenje in to je še toliko pomembno v preteklosti tudi za živino. In to, zdaj se prehajamo po dolini Vočjaka, to je pot na Vočjak. In vidite, kako to meandrira, ne, kar je pač takšen teren in se pač ne svojo strugo, da je taka avinka vse, ne. No in to je eden od studentov, tukaj je več izvirov, ne. In se tukaj še vidi, kako se ima včasih urejala te studence, je pač obloženo in tako naprej. In so menda, zdaj jaz razlagam, ker nisem tak tičanka, ne, ampak vaja povedati domačini, da sem imel včasih točno dogovorjene družine med sabo, kdo hodi kam, v kjer studenec po vodo. Stvari so špilale in za živino in tako naprej.
in je to bilo urejeno, ne, tako tudi recimo voda ima velik pomen v Vrtičah, tudi pred osnovno šolo en vodnjak urejeno. To bomo videli, ne, smo rekli, tako da so eno takšne stvari, ko mogoče male točke pa so zelo pomembne, da je življenje nekočno. Tako da ja. Ta točka je zelo pomembna čustva. Pravijo, če pride dva zaljubljenca sem, ne, zdaj, če pač te nič ne trese, pol sta okej, ne, če ne se pa stvari zgladijo, ne, zdaj sem pomislila, mogoče mnogi politike sem stala, da bi imeli malo tisti malo bolj radi, ne, da do to mogoče dajo za en naslednji projekt ribičnega društva, ne. No in zdaj tle se ena takšna, tukaj nekako verjetno se fajn počutimo to, no, taka dolenca se odpre, ne. Čustva. Skozi malo breg, pa mogoče malo vemo, malo ne vemo, ne. Športniki pravijo, to jaz ne vem, da je to ena lepših, daljših poti, ne, dokaj položnih za tek, ker si v naravi, mehka podlaga in tako naprej. Take dolge špore, toliko so položne, da težko najdeš. Tako pravijo, jaz taj bi vedna. Prihajamo s pravim proti vrhu, tukaj točno, da smo imenovali Ajdovska moč. Poznamo Ajdovsko jamo, Ajdovsko deklice in tako naprej, skratka, že to samo ime ima neke bajke, zdaj če idete tle na link, so neke bajke, ki smo jih prej zaznali in tudi Kozjanski park ima v eni knjižici, pač tukaj dve zgodbi. Nahajamo se pred hribom Volčje rebro, to so zgodbice, ko tudi domačini niso vsi jih poznali, no. Skratka, zgodili smo se podarili volčjaka. Zakaj takšno ime? Ker so tukaj nekoč prebivali volki. In pod tem volčjim rebrom je zadnji volk prignal, se spravil na vola in ga je prignal do tega brega in ta vol mu je polomil rebra. Zato se temu hribu reče Volčje rebro, ker je mandat tukaj spodaj bilo polno kosti volkov in pravijo, da so volkovi sem hodili umira, tako so oslonja pokopališča, naj bi tukaj pač se volkovi hodili umira, zato Volčje rebro. Predvsem nas je veselilo, da smo lahko po 2 letih zopet pripravili spomladanski pohod po Sadjarski poti. V tem času smo bili udeleženi v razpisu občine Brežice, tako da smo lahko tudi posodobili tematske poti. Ponovali smo jih doživetje narave Rtič, dopolnili smo Sadjarsko pot z tematskimi poti, ki se imenujejo življenjska pot in pa vodna pot, ki se odlično dopolnjuje v kombinaciji z Sadjarsko potjo. Začetek in konec tukaj na Banovi domačini, posebno vljena tudi sadjarska zbirka. Kakšni so vaši načrti naprej za to pozicijo, kjer smo sedaj? Smo zelo zadovoljni, da je krajevna skupnost, občina Brežice, Posavski muzej in tudi vsa domača društva, lokalna iz krajevne skupnosti Rtiče, pristopila k sodelovanju in da sprejemamo neke ustrezne rešitve za oživitev Banove domačije. Upajmo, da se bo v taki formi tudi zadeva nadaljevala in da bomo še nadgradili to, kar smo že zdaj začrtali. Imate že kakšne konkretne načrte, mogoče za šole, za podobno društva, srečanja? Seveda načrti so še malo v povojih, ker vse ni odvisno od nas. Predvsem je to odvisno od občine Brežice, ki je lastnik Banove domačije, tako da se z njimi usklajujemo in smo optimisti. Kar pa se tiče vaše poti, ste odprti tudi za organizirane skupine in podobno? Seveda, te tematske poti, ki so
v sklopu doživetja narave Rtič so namenjene vsem. To se reče in vodenim skupinam in tudi posameznikom, ki se odpravijo v naravo. Vsi so dobrodošli v Rtičah, lahko avto parkirajo pred Prosvetnim domom ali pri Banovi domačiji, se odpravijo na pot. Je v sklopu Banove domačije tudi ustrezna infotabla, katere smo imeli otvoritev danes, na kateri so označene točke in vsi so dobrodošli.